Ja, po moje najboljš, da kar začneva, pa boš mogoče ti predstavil nek elevator pitch naredil, kaj delate oziroma tako zelo laično predstavil svojo firmo in kako pač poteka, bova rekla, mogoče ta proces del za stranke, pa potem ta drugi del bova šla pa v te študije in to, kar počnete zraven. Cool, kaj počnemo, čisto laično. Ker bom laično začel, bom pa zelo tako težko besedo, multidisciplinarno, zelo laično. Pač v resnici je tako, se pravi, smo nekako skupek ljudi, ki pokrivamo različna področja, od pač trenerjev, kinesiologov, nutricionistov, dietetikov in v bistvu vsak zagotavlja pač svojo nekako storitev, ki sem jo zdaj povedal. Dietetik pa nutricionist nekako ukvarjata s prehrano, trenerji z samim trenažnim procesom, kinesiologi pa delno povezujejo tudi, se pravi, trenažni proces, pa mogoče potem še kakšno vadbo samoč in podobno. Zdaj, kako v bistvu se zgleda pač nek tak proces dela. Načeloma ponavadi so dve smeri, ki jih uberemo. Ali pride nekdo k nam zato, ker hoče izboljšati performance, ali pa pride nekdo k nam zato, ker ima težave. Pa gremo mogoče prvo na ta drugi del, zakaj? Zato, ker je tega zadnje čase kar veliko, se pravi, da imajo ljudje težave. To so največkrat kakšni začetki sindromov pretreniranosti, kakšne poškodbe, tega zelo veliko. In pridejo dejansko do nas in rečejo, pač nekaj ne štima, pač jaz sem skozi utrujen, pač sem poškodovan, nikakor se ne morem spraviti k sebi. Je tako, prvi korak je cool, dajva se dol usesti, pa se dajmo pač pogovoriti, kaj si ti sploh zadnjo leto počel. Bo ti pač lepo pač povejo to, treniral sem tako, in potem že relativno hitro lahko vidimo, kje so mogoče kakšne kikse naredil in potem tako. Se pravi, po tej uvodni obravnavi se nekako odločimo, kakšen bi bil potek, ne vem, sodelovanja naprej. Ali je to, se pravi, bomo imeli mogoče samo nek monitoring, potem bomo spremljali, kaj se dogaja, ali pa pač mi zastavimo, pač bom tako rekel, tako dejansko neko pot rehabilitacije, kako te spraviti nazaj, da boš lahko normalno treniral, pač tekmoval. To je pač ena stvar. Potem druga je pa za tiste, ki hočejo pa izboljšati performance. To se pa ponavadi v bistvu, dejansko spet začne z nekim uvodnim posvetom, kjer ti pač dejansko športnik predstavi, kaj si on želi. Gremo pa lepo pač po vrsti. Ponavadi je prvo testiranje, sploh kadar pač začnemo delati z kolesarji, tudi s kakšnimi drugimi športniki, ki jih ne poznamo, je ponavadi vedno vodno testiranje, zato sploh vidimo pač, kakšen kos gline imaš ti, kaj lahko delaš z njega. Potem pa pač po se pa tako spet zastavi nek dolgoročen pač trenažni proces, se pravi, glede na želje, tudi v bistvu tako, kaj je dejansko za nekoga smiselno, ker če ti prije nekdo, ki kolesarje 2 leti, pa ti reče, jaz bi rad zmagal na Turu, nič ne obljubljamo, ne. In se pač se zave neki dolgoročni procesi, posle pa v bistvu day-to-day stvari, pač načrtovanje, pač svetovanje, kakorkoli se pač potem vse skupaj zajame.